Albanska, bošnjaška, črnogorska, hrvaška, makedonska in srbska skupnost v Sloveniji niso dovolj dobro zastopane v državnem zboru, ocenjujejo njihovi predstavniki. Uradno seveda nimajo zastopnika, ampak vrata Združene levice so jim vedno odprta, kajti mi smo res naklonjeni vsem manjšinam. To so tako imenovane nove manjšine, kot jim pravijo. Trdno stojim za tem, da morajo dobiti pravice soodločanja in da se jih mora priznati. V slovenski politiki debate ne potekajo vedno v duhu strpnosti in medkulturnega spoštovanja, pravi Tomičeva, sicer rojena v Sarajevu v mešanem zakonu. Da ljudem zmanjka argumentov, da bi me potolkli, potem me opozorijo, da najbrž nisem Slovenka, imam pa slovensko državljanstvo in naj le pazim, kaj počnem. Večkrat mi dajo vedeti, da naj bom kar tiho. Poslanec vladajoče stranke SMC Saša Tabaković podobnih izkušenj v slovenski politiki ni imel. Jaz sem seveda otrok bosanskih staršev, vendar sem se tukaj rodil in zdi se mi, da je ta neka, kako bi temu rekel, kvalitetna integracija v slovensko družbo edino merilo, pravzaprav, ki se tiče dejansko nekih narodnostnih vprašanj. Ni bila to ne prednost, ne neka ovira. Mislim, da so predvsem pomembne neke druge kvalitete, ki jih človek mora imeti za to, da lahko enostavno vstopi v politiko. Glede politične participacije skupnosti v slovenski politiki Tabaković podpira napore Zveze kulturnih društev skupnosti po ureditvi njihovih kolektivnih pravic. Kot je bilo nakazano tudi iz njihove strani, ne gre za politično participacijo v smislu zagotavljanja nekega poslanskega sedeža v državnem zboru, dvojezičnih tabor in podobno, temveč gre pravzaprav za neko vprašanje neke kvalitetnejše integracije in pa nekega vzajemnega spoštovanja narodne identitete kot take. V poslanski skupini SMC smo naklonjeni rešitvam oziroma reševanju tega statusa. Konec koncev je to tudi zapisano v naši koalicijski pogodbi. Obstoječi sistem že zagotavlja ustrezne možnosti za politično participacijo pripadnikov skupnosti, je prepričan poslanec opozicijske NSI Jernej Vrtovec. V Novi Sloveniji ne podpirajo pobude, da bi skupnosti dobile status manjšine, menijo pa, da se je o tem potrebno pogovarjati. Kar sem jaz poslanec državnega zbora, o tem se nikoli še nismo pogovarjali in apeliram na vlado Republike Slovenije, ali pa na pristojno ministrstvo, naprimer, da pride z neko pobudo, da se pogovarjamo. Pri opozicijski SDS pobude niso hoteli komentirati, v koalicijskem Desusu še nimajo stališča, medtem ko so njihovi koalicijski kolegi SD za nadaljnje urejanje statusa narodnih skupnosti tudi s spremembami področnih zakonov.